vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti. Dober večer in prijeten pozdrav vam želimo, spoštovane gledalke in gledalci. Prav lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Gost tedna. Letos, po 14 letih delovanja v Zagorju, župnik Matjaž Križnar odhaja v novo župnijo in obrača nov list v svojem življenju. V našem studiu ga danes pozdravljam kot gosta tedna. Matjaž, prav lepo pozdravljeni. Tomaž, tudi tebi lep pozdrav in vsem poslušalcem televizije, da sem lahko tukaj vaš gost in da morda povem nekaj besed, ki vas bodo morda zanimale ali tudi ne, vendar v teh dneh kar dobivam določena vprašanja, tako tudi se srečujemo z mnogimi, pa morda tudi to način, kako lahko izrazim določene misli. Najlepša hvala za povabilo. Matjaž, pisalo se je leto 2000, ko smo Zagorjani dobili novega župnika. Zdaj, po 14 letih skupnega prebivanja in druženja, se nam zdi, kot da ste z nami že od vedno. In tudi zato smo vas imeli za svojega. Letos pa v tem poletnem času odhajate iz Zagorja. Pa naj bo prvo vprašanje namenjeno temu, kam greste in zakaj. No, to, kam grem, bo zelo enostavno razložiti, in sicer grem v župnijo Jarše. To je župnija približno 3500 župljanov oziroma prebivalcev. Je pa blizu Domžal, in sicer na poti iz Domžal proti Kamniku, proti Mengšu. To je dokaj tako, bi rekli, bolj družinsko naselje, kjer je pač župnija sedaj drugo leto bo obhajala 40 let. Naša župnija, vemo, da smo pred kratkim obhajali sicer to leto, nekje bo šele, rekel, jeseni prav obletnica posvetitve. 140. obletnico, tam bomo obhajali drugo leto 40. obletnico, tako da se bomo s tem tudi 100 let pomladil, kar vemo, da pač je. No, drugi del, zakaj, bo morda za koga malo težje razumeti, ampak tukaj seveda je treba iti malo globje, ker vemo, da duhovnik, ko se odloči za duhovništvo, da bo hodil za Jezusom Kristom, se odloči tudi za cerkev, za katoliško cerkev, za, rekel, tudi škofa, ki ga posveti, ki mu potem izroči tudi župnijo, in seveda s tem tudi potem je pripravljen na to, da vsake toliko časa, če je pač kakorkoli, rekel, tudi čas ali kakorkoli, da zamenja tudi župnijo. To je, rekel, čisto običajno. Tako 14 let, recimo nekateri so morda tudi manj, drugi tudi kakšen leto več. Tukaj smo pač neke določene stvari, bi rekli, lahko naredili skupaj z vašo pomočjo. Potem je pač čas, ko verjetno tudi dozorel, da sprejmem tudi, bi rekel, nekako to razpoložljivost, da grem v drugo župnijo.
da tam tudi to izkušnjo tega občestva, tega kraja, ki moram reči, da me je res lepo sprejel, se vsem lepo zahvaljujem. Vedno sem vesel, če me kdo tudi čisto na ulici slučajno ustavi pa reče, župnik, smo vas imeli za svojega, čeprav ne grem redno v cerkev ali pa sploh ne hodim v cerkev, vendar sem pač ob vas čutil neko toplino, eno sprejetost, da ste tudi na vse ljudi gledal, bi rekli, tako normalno kot človek. Kajti se mi zdi, da najprej je treba biti človek, potem seveda si lahko tudi oznanjevalec vesele novice evangelija. Boste zdaj odšli na lastno pobudo ali so vzroki kje drugje? No, tudi to so bila najbolj pogosta vprašanja. Glejte, na lastno pobudo, kot sem že rekel, tudi vsakemu, jaz nisem prišel v Zagorje, ampak z velikim veseljem, da tukaj sprejemam to župnijo, to občestvo, da sem bil tudi zelo lepo sprejet v ta kraj. In seveda tudi sedaj pač bilo nekaj pač namigov, da bi bilo morda dobro, da se župnijo zamenjam, da bi bilo to, bi rekel, tako dobro zame, kot tudi sicer za okolico in zato tudi z veseljem sprejemam, grem novim izzivom naproti, da bi tudi pač tam širil prav to izkušnjo evangelija. Prav je, da se malce sprehodiva po spominih vašega zagorskega obdobja. Pred 14 leti ste prišli k nam. Odkot ste takrat prišli v Zasavje in česa se najbolj spomnite, ko ste prišli v novo okolje? No, če tako čisto pomislim, kaj me je najbolj tako ostalo v spominu, gotovo tudi v župnija, kjer sem prej bil, to je Mokronog pri Trebnem, posvečena Svetemu Tilnu. Je bila lepa župnijska skupnost, tudi tam smo nekako dokončali obnovo župnijske cerkve, potem precej drugih del. Se prav spomnim takrat, ko smo začeli z obnovo župnijske cerkve, to je bilo nekje maja, eno leto prej, in me je že nekako škof tako vprašal, da bi šel v Zagorje. Sem rekel, lahko, vendar pač cerkev prenavljamo in morda bilo dobro to dokončati. In potem res me je pustil še eno leto, takrat gospod Dobrovoljc je tudi to sprejel, da je ostal in sem potem tam dokončal s to, bi rekel, obnovo cerkve, tudi pač druge stvari. In potem naslednje leto, pač leta 2000, za Veliki Šmaren, sem potem prišel v Zagorje. Tukaj sem vedel, da je lepo občestvo, župnijska skupnost, tudi tako, da so bili tukaj dobri duhovniki, ki so vodili to župnijo že prej, tudi veliko drugih bodisi kaplanov, duhovnih pomočnikov, da je neka taka sprijetost duhovnika tudi v tem kraju. Videl sem pa tudi, da me tukaj čaka pač nek bolj zahteven projekt obnove župnijske cerkve, ki je bila res v zelo, bi rekli, kritičnem stanju. Določeni deli umetov in drugega so nekako odpadali tudi, tako da je bilo varnostno, kar bi rekel, nekje cerkev na tem, da bi jo morali zapreti, če ne bi začeli z eno resno obnovo. Tako da, to sem pa tudi prej vedel, mi je to pač nekako škof povedal, tudi zakaj si želi kot pač človeka, ki sem srednjo šolo naredil kot gradbeno-tehniško šolo, tako da imam malo občutka za te stvari. In je tudi videl, da smo pač v Mokronogu lepo zaključili pač projekt z obnovo cerkve, da bi tukaj s tem nadaljeval. In pač pri teh letih, močeh, ki sem jih imel, mi je bil to svojvrsten izziv. 14 let prebivati v nekem kraju, živeti z nekimi ljudmi je kar dolga doba, tudi za župnika. Kaj bi rekli, če se malce sprehodite po spominih, s čim vas je to 14-letno obdobje zaznamovalo? S katerimi izkušnjami odhajate od nas? Tako jaz gledam na življenje bolj, kako preživeti današnji dan. Ta trenutek, tukaj sedaj, kako bo mi opravila ta bodisi intervju, pogovor z gledalci. To je, bi rekel, nekako bistvo dneva. Potem pa seveda vsak kraj, ljudje te po svoje zaznamujejo, kot sem prej rekel, bil je zelo nekako tudi pod, bi rekel, tem
pač prizadevanji za obnovo župnijske cerkve, tudi drugih objektov, tudi potem Svete planine. Vendar to sem pač nekako čutil skozi, da mora biti drugotnega pomena. Najprej pa prav graditi odnose, bodi si z bližnjimi sodelavci, bodi si tudi z ljudmi, ki živijo na tem področju. In seveda, koliko nam je to uspelo, sem tega toliko bolj vesel. In pač grem tudi s tem z eno izkušnjo, da se da v kraju graditi take odnose, tudi kot duhovnik, tudi če kdaj morda, pa tukaj ne govorim za Zagorje, ampak bolj za splošno, bi rekel, slovensko situacijo, da morda medijski prostor ali pa tudi situacija včasih ni tako naklonjena cerkvi, duhovniku, da ga morda presoja veliko bolj kritično kot sicer nekoga, ampak sem tukaj imel občutek, da sem sprejet, da me ljudje nekako radi se pogovarjajo, srečajo, ustavijo, bodi si tudi na trgu, na ulici, na cesti, tudi razne, recimo, ustanove, ki sem jih v take ali drugačni priložnosti obiskal, sem se čutil sprejetega, kot da pač čutijo, da jim želim dobro, da hočem prinesti tja, kar pač zmorem, kolikor mi čas ali pa tudi razmere dopuščajo. Moram pa res tukaj reči, da imam občutek, da se v tem kraju mnogo, bi rekel, ustanov, društev, tudi recimo kot koordinacija same občine in pa župana prizadevajo za to, da bi kraj napredoval v neki te, bi rekel, splošno človeški kvaliteti sprejemanja drug drugega, skrbi drug za drugega, ničkoliko humanitarnih organizacij je, recimo dobro glavne, bodi si Caritas, ki vemo, da tudi že vsega začetka od samostojne Slovenije zelo intenzivno dela, bi rekel, za ljudi, potem tudi Rdeči križ, ki se zadnje čase tudi zelo intenzivno in tudi, bi rekel, tako dobro ukvarja prav situacijo, ki je pač tudi v naši sredi. Pa potem druge organizacije, sam pogledam, recimo tudi Varstveno-delovni center. Zanimivo se mi je bilo, ko je šla zdaj tudi direktorica Varstveno-delovnega centra v pokoj, me je povabila na to slovo, zelo prijetno. In potem je njena mi je zelo ostala, ko je rekla, starši, ki imajo otroke s posebnimi potrebami, imajo otroke mnogokrat preveč radi, vsaj v normalnih situacijah in tako. Pravi, mi smo pa tukaj zato, da te starše naučimo, kako naj imajo otroke resnično radi. Se mi zdi, da to je tudi eno tako vodilo za vzgojo, bodi si v vrtcih, šolih, pa tudi pri nas pri katehezi ali kakorkoli, da včasih recimo je res tudi za to potrebna neka pomoč, bodi si nekega znanja, tudi določenega, bi rekel, suporta staršem, da bi imeli starši otroke prav radi. Da včasih morda ta bližina, čustvena navezanost, ki mora biti seveda pri starših, preraste v neko, bi rekel, bližino, ljubezen, ki gre mimo tistega, kar človeka potem oblikuje v neko zrelo odgovorno osebo. In zato so tudi te institucije in mislim, da se za to trudijo te ustanove. Zdaj, ko odhajate, ko boste potegnili neko črto pod svoje delo, me zanima, ali ste izpolnili svoj načrt, tisto, kar ste si zamislili, ali vam je ostalo še kaj neuresničenega, še kaj, kar bi lahko naredili na duhovni ali materialni ravni, če bi še ostali tukaj. Ja, prav gotovo, nikoli niso stvari dokončane. Jaz tudi zato, bi rekel, polagam prav vsem na srce, da tudi bodočega župnika sprejmete tako, da bo lahko še, da ste skupaj z njimi uresničili tudi, ker vemo, da čas ima svoje zahtevo, svoj prostor in je treba uresničiti vedno znova stvari. Tako da se mi zdi tako globalno, pa smo mnogo stvari uresničili. Moram reči, nekatere boljše, druge bolj, morda malo manj popolno. Tudi tukaj, kot duhovnik, se mi zdi, tukaj imam, bi rekel, neko dimenzijo, da prav gotovo končna presoja je na Bogu, a ne na njem, ki bo pač na koncu tudi
Verjetno bomo to nekoč tudi videli, koliko je bilo recimo res uresničenega, koliko ne, to je, morda smo še preblizu, da bi to presojali. Ampak tako po občutku lastnem, pa se mi zdi, da je mnogo stvari bilo uresničenih, tako na tem področju recimo obnove, kot tudi recimo na pastoralnem področju in na tem življenju v samem kraju, kjer pač živimo, kjer se srečujemo. Čutim, da so odnosi taki, bi rekli, normalni, sproščeni, da se lahko z vsakim pogovarjamo, da mi tudi lahko sprejeti določeno kritiko, da recimo tudi pohvalo ali kakorkoli. Tako, sem lepo, normalno vzdušje, doživljam sedaj tudi v tem času, recimo nekako, če rečemo v nevednicah, slovesa. Ja, vi odhajate, Zagorska župnija pa bo dobila novega župnika in prav je, da malce spregovoriva tudi o tem, kdo bo prišel v Zagorje in ali se bo zdaj kaj spremenilo. Slišati je, da bo on sam v župniji, da tudi kaplan odhaja, pa bi mogoče malce spregovorila o tej aktualni tematiki in kaj prinaša faranom in farankam. No, morda gledalcem povem, tudi marsikdo že ve, da to ne bo, bi rekel, čista neznanka, in sicer pride tukaj v župnijo kot župnik, kaplan iz Grosuplja, ki je bil tam 1 leto kaplan, prej pa 2 leti v Zagorju, gospod Maksimilijan Jani Tušek. In župnijo že nekoliko pozna. Tudi vi ga marsikdo pozna, ker je bil tukaj že prej 2 leti kaplan. Tudi mislim, sedaj je bil tudi navzoč pri 140. obletnici, potem tako kot sem začutil, da prihaja z enim veseljem, odprtostjo, nadaljevati stvari, ki so nekako v teku, tudi seveda pač graditi občestvo, skupnost naprej z vsemi, se mi zdi tudi tako, taka odprta, svetla oseba. Tako da jaz tukaj nimam nekih skrbi, gotovo je pa izziv, tudi za njega bo sedaj pač neka sprememba, ker v Zagorju vemo, da je bil tudi kaplan, tudi sedaj zelo aktiven, Martin Golob, ki odhaja sedaj na Vrhniko, vendar spriča pomanjkanja duhovnih poklicev, tudi neke klime morda včasih, ki pač v neki določeni breki miselnosti, tudi recimo splošna taka, bi rekli, nesprijetost mladih fantov, da bi se odločili za duhovni poklic, Kaj pa konkretno recimo doživimo eno tako spremembo, pa smo prav gotovo nekako kar malo, vidim, mnogo ljudi to težko sprejme, ker se bo marsikaj spremenilo v tem smislu, ker bo sedaj samo en duhovnik v Zagorju. In s tem še tudi za soupravo župnije Sveta Planina, kar bo seveda neka sprememba. Tako da tudi verjetno bo zelo malo sedaj še jutranjih maš med tednom, potem tudi za druge stvari bo verjetno manj časa imel, pač vse to se nekako podvoji, ker zdaj so bila 2 duhovnika. Je pa seveda mlajši, poln idej, načrtov, tako da jaz mislim, da marsikaj lepega boste lahko uresničili. To treba sprejeti za dobro in bo tudi župnija kot taka lahko živela z enim duhovnikom. Da seveda marsikdo vpraša, zakaj recimo zdaj v Zagorju ne bo kaplana. Seveda prva stvar je, da je pomanjkanje duhovnih poklicev. Marsikateri duhovnik, sedaj so tudi generacije, ki so bile zelo močne. Kar se tiče duhovnih poklicev, to je recimo tam nekje od 60. leta naprej, morda kakšen opeša, kakšen pač tudi zaključi to zemeljsko življenje, recimo zaradi bolezni, zaradi recimo morda starosti tudi. In seveda zato mnogo takih župnij, ki so imela desetletja ali pa zelo dolgo že kaplane, sedaj nimajo več kaplanov. Kar nekaj je tukaj v okolici, kot tudi sami poznate, recimo Šmartno, sedaj nekaj let nima, potem Litija Židle, potem recimo tudi Kranj ali pa druge župnije, Domžale tudi ne bo imela več kaplana. Tako da verjetno je tukaj tudi malo za razmislek vsem nam, pa ne samo, bi rekel, nedeljnikom ali pa tistim
verujočim ljudem, ampak tudi na splošno slovenski družbi, ali si želi duhovnika, ali recimo mu da svoje mesto. Jaz moram reči, da tukaj v Zagorju nisem imel tega občutka, da ne bi to želeli, da tudi ne bi imel duhovnik svojega mesta, tako župnik kot kaplan, oba. Ampak recimo, če pogledamo ta medijski prostor slovenski, pa je marsikdaj recimo zelo grobo nastrojen ali pa bi rekli kar neki, bi rekel, zaukazano, a ne proti, bi rekel, duhovniku, proti veri tudi. Vidimo zdaj v zadnjih aktualnih dogodkih, recimo še nekaj časa, ker so bile volitve, vendar recimo tudi škof, če reče neko besedo, ali jo sprejmemo s premislekom, ali jo sprejmemo dobrohotno. Mislim, da tiste izjave, kar jih je rekel gospod škof Andrej Glavan, ki je nekako zdaj odgovoren tudi za našo škofijo, so bile zelo na mestu. Tudi ponosen sem njega, da se je pač v pravem času tudi izrazil, da je povedal, kako slovenska cerkev čuti, recimo tudi s predstavnikom, in je bil seveda, bi rekel, ne samo v tem predvolilnem boju, ampak tudi takoj, ko so bile recimo praznik razglasitev recimo volilnih rezultatov. Takoj že sem slučajno odprl prvi program televizije Slovenija, pogrom nad tem, kako se je cerkev vmešala v volitve pa tako. Ampak se mi zdi, gledajte, cerkev je dolžna povedati tudi svoje mnenje, svoje opažanje, gotovo ne direktno, kar se tiče dnevne politike, ampak kar se tiče človekovih pravic ali pa tudi suma recimo pravične sodbe, ker se sedaj kar za nekaj oseb to ugotavlja in tako naprej. To je pa nujno, da cerkev na to opozarja. Saj vemo, da celo Jezus Kristus, še sedaj recimo se ukvarjamo s premišljevanjem krivične Pilatove sodbe in sodelovanja recimo velikih recimo duhovnikov in drugih recimo tedanje družbe pri tej obsodbi. Potem v Stari zavezi polno takih primerov, recimo tudi obsodba Suzane, kako je potem to bilo na lep način razrešeno, da so pač krivični sodniki bili potem obsojeni. Takrat so imeli sicer to take stroge kazni, da so jih takoj kamenjali, ampak recimo zdaj gotovo tudi te stvari bo treba postaviti na svoje mesto. In takih stvarih si mislim, da cerkev mora tudi povedati. Tudi kar se tiče socialnega družbenega nauka. Zato smo danes recimo nekje v razviti Evropi, v nekem prostoru kulturnem, gospodarskem, tudi lahko rečemo političnem, ekonomskem, ki je nekje v špici recimo svetovnega razvoja. Ker verjetno, če bi ostali samo pri grški ali pa rimski kulturi, ki je veliko pač prinesla človeštvu, da ne bi bilo prav te note evangelija, veselega oznanila, tudi prehoda k tistim osnovam, spoštovanja vsakega človeka, spoštovanja recimo človekovih pravic, ki jih je gotovo Jezus najbolj poudaril in najprej, tako odnosa do žene, kot tudi recimo do sužnjev, do ne vem koga recimo, je rekel, ni več sužnja, ni več svobodnega, ni več Juda, ni več Grka, je hotel pokazati prav na to dostojanstvo človeka. In tukaj recimo jaz mislim, da cerkev bo mogla še bolj tudi ljudje osveščati in povedati, da je to, bi rekel, vloga škofov, duhovnikov, da to povejo, da se za to prizadevajo. Tako, veliko recimo takih napadov na cerkev je tudi recimo tako sicer, zdaj je morda bilo malo zatišja, ampak pred nekaj recimo meseci nazaj, pa prej leti, vsaka recimo novica se je začela recimo tudi, kaj sem zlorabil otrok, pedofiliji, recimo tudi morda v cerkvi ali pa recimo v družbah, ki so imele kakšne ustanove tudi recimo. In smo videli, kako recimo prav to namenoma vsak dan 3-krat, 4-krat, sicer noben, tudi moram reči, cerkvene strani smo tukaj malo razočarani, ni znal to nekako tudi recimo se postavi, da pa rekel, večinoma duhovnikov ali pa skoraj vsi duhovniki pa niso taki, ali kakorkoli.
ampak je pač to nekaj, do česar moramo imeti ničelno toleranco. Seveda se moramo pa dogovoriti, kaj sploh to je pedofilija. Je to, da recimo otroka prijazno pogledaš ali kakorkoli, ali je že to, ali je recimo ne vem kakšna druga stvar, ki bi recimo dokam je nekaj, potem tudi ne vem, da je treba duhovnik ali pa kjerkoli človeka opozoriti, kje pa je tista meja, ko je recimo to tudi, ne vem, bodisi mu je treba potem dati določene sankcije ali prepovedati stik z otroki ali recimo celo ga kaznovati ali kakorkoli. Vidimo, da tukaj družba nekako nima izdelanega tega in ta breko meglo oziroma ta prostor izrablja sedaj recimo za nekako povšalno blatenje cerkve, duhovnikov. Tudi to verjetno vpliva nekoliko, da ni duhovnikov, da ni mladih, ki bi se odločali za to in potem seveda ni duhovnikov in škof jih ne more razporediti. Tudi sedaj sem bil zelo razočaran, recimo, ko je bilo razglasitev volitev, ko je bila recimo rezultati, ko so vsi ljudje čakali, kakšni bodo rezultati, bi rekel, najbolj udarna novica na prvem, zdaj ne vem, če se bo na prvem programu ali na Pop TV-ju, vse sta zelo sinhronizirana programa, je bila recimo, papež je nekako rekel, da ne bi bilo 2% duhovnikov recimo tudi recimo povezani s tem vrsti recimo s pedofilijo ali kakorkoli. Sicer je on to rekel malo drugače, da je pač treba to. Ampak recimo najbolj, recimo, ko je praznik demokracije, recimo prva novica. Si predstavljate, kako bi bilo, če bi jaz recimo na 140-letnico najprej v začetku slovesnosti rekel, kaj sem toliko procentov učiteljev je pedofilov ali pa toliko procentov recimo gospodarstvenikov je ali pa ne vem koga ali pa glasbenikov ali pa česarkoli, verjetno ne bi bila to prav začetek neke slovesnosti ali pa nekega praznika. Recimo gotovo jaz kot prvi, jaz sem bil zelo vesel, da se je v tem prostoru začelo to govoriti in da se tukaj res stvari spravijo na nulo ali pa na najnižji odstotek, tako kar se da. Kot pravim, imam tudi sam do tega ničelno toleranco, vendar seveda je pa treba tudi povedati, tako kot se pove recimo za učitelje, za zdravnike, za druge, če se pač pojavi kakšen tak primer, ga je treba takoj obravnavati, tudi takoj preprečiti kakršnokoli škodo, vendar povedati pa tudi to, da ni pa to za zlorabljati, recimo dan pri vsakih poročilih ponavljati in recimo s tem, to je pa seveda potem zrelost, odgovornost družbe, medijev, da se te stvari resno lotijo, da se lotijo na vseh področjih, gotovo nič narobe, mene to nič ne moče, se to začne pri cerkvi pa pri duhovniki, ki smo morda najbolj odgovorni za to, ampak da se to družba kot taka celota prizadeva za to, da bi bilo tega res čim manj, tudi po družinah, tudi kjerkoli. Tako da se mi zdi to pomembno, da tudi povem, ker vidimo, da tukaj je veliko te megle in pa neke nestrpnosti. Čeprav recimo to očitajo včasih škofu, ko reče kakšno blago besedo ali pa tako čisto, kar je na mestu in kar bi mu lahko slovenska javnost očitala še desetletja in tudi naslednji rodovi, da ni v določenem trenutku rekel kakšne jašne besede o kakšnih stvarih. In zato mislim, da je treba tukaj škofa, sem ponosen na njega, da je te besede rekel in mislim, da jih je iskreno prav s tem namenom, da se te stvari počasi tudi v naši družbi začnejo urejati. Vemo, še mnogo drugih stvari je, ne bi vseh. Kako mislite, da bi se splošna miselnost lahko izboljšala ali pa spremenila? Kdo je za to zadolžen? Na kak način bi lahko stanje, o katerem ste govorili, na splošno širše družbeno izboljšali? Tukaj smo pravzaprav odgovorni vsi. Vsak posameznik, seveda potem višje nekdo prevzame neko odgovornost v družbi, bolje odgovoren do recimo pač politikov, predsednika države in vidimo, da tukaj tudi recimo duhovnikov, škofov, rekel, višjo nekako imaš to služenje ljudem, saj mi nismo duhovniki, da bi služili, ampak da rekel ljudje nam, ampak ravno obratno, da mi služimo ljudem in seveda višje, kjer je in tukaj seveda je zato tako važno, da se tudi rekel to življenje demokratične družbe zori, nekako tudi odpira
Vemo, da smo zelo mlada demokracija, da imamo tukaj še veliko sivih lis ali pa tudi nezrelosti, a ne, da bomo mogli tudi to počasi zoreti v tem, se veliko pogovarjati, širiti obzorja. To se ne da narediti čez noč. Gotovo, meni kot duhovniku recimo je velik izziv evangelij, recimo Božja beseda. Ne. Tudi to se lahko vprašamo, ne. Družba, ki temelji na nekih vrednotah evangelija, ne, kljub vsemu, da so zadaj na podlagi tudi grško, rimske vrednote, potem tudi še nazaj morda tudi pač čisto obče človeške, ampak tukaj se moramo vprašati, ali širimo Božjo besedo dovolj kot družba med ljudi, a se bomo lahko postavili v bok bolj, večjim narodom evropskim in bomo tudi mi imeli eno tako, znanje o Božji besedi, ali recimo ki potem lahko človeku daje tudi eno globji temelj, eno gotovost, eno zrelost, da se potem tudi pravilno odloča. Ker če ne razumemo Božje besede, če jo ne beremo, če ni navzoča, pa ne rečem zdaj tukaj samo v cerkvi ali pa v krogu kristjanov, ne. Vidimo, kako radi politiki se zatekajo, pa tudi takrat, ko kritizirajo cerkev ali pa ko, ne vem, recimo so čisto na drugem polu, vendar radi citirajo Sveto pismo, ker se zavedajo, da je to nek temelj enih vrednot, a ne. Od 10 Božjih zapovedi do drugih, recimo, da jih je treba na novo premisliti, aktualizirati, videti, kako v tem prostoru deluje Božja beseda. A ne vemo, tisti najbolj splošen stavek, ki ga je Jezus rekel kot zlato pravilo, karkoli hočeš, da bi drugi storili tebi, storiti drugemu, ga je treba dati v življenje, ne? Treba, z njim živeti in potem vidiš, a ne, kako se potem lahko družba spreminja. Ali pa tudi druge, recimo, pač osnovna zapoved, a ne, ljubezni do Boga, do bližnjega, recimo potem čisto osnovne stvari, pa tudi sicer, a ne, Božja beseda polno takih primerov, da bi rekli, se potem usporejo z življenjem in lahko ob tem človek nekako preverja, ne. In to v naši družbi, recimo v tem času, ko je tako razpršena, ko se stvari tako hitro spreminjajo, bojo te stvari toliko bolj pomembne. Ali imamo nek temelj, kam nasloniti stvari. Ne vem, ali poznamo recimo Platona ali pa Aristotelja ali druge, recimo, kaj so oni mislili, zagovarjali, kako so napredovali s to miselnostjo in zakaj je potem tudi Jezus pač tako s svojim pričevanjem, a ne, kot tisto daritvijo za človeštvo, za bližnjega, tako spremenil in zakaj je Bog poslal to realnost na svet, a ne. To, da vse te stvari, se mi zdi, da to rabimo, a ne, še čas, se prizadevajmo za to. Bodimo recimo optimistični, odprti, da to lahko naredimo, da bomo šli v tem naprej. Se mi zdi, potem bo tudi mlad človek, ki je poln idealov, ki je odprt, ki išče, ki hoče za nekaj zastaviti svoje življenje, se bo tako rad odločil za družino, za življenje, za, bi rekel, tudi eno odgovornost. Vemo, kaj je družina, ti Tomaž to bolj poznaš, a ne, ker imaš tudi svojo družino, a ne, kako se je treba v bistvu popolnoma angažirati, a ne. Recimo, bodi si za službo, za družino, da lahko stvari potem normalno tečejo. Tako bo potem tudi lažje sprejel, če ga Bog pokliče, eno odločitev za duhovništvo, a ne? Da se pač določenim stvarim bodi si odreče oziroma jih dobi recimo v odločitvi, v hoji za Jezusom in v službi ljudem na ta način. In potem verjetno bodo lahko v Zagorju tudi 2-3 kaplani, a ne? In še recimo danes odpirajo razne potrebe na različnih področjih, kjer bi radi imeli ne samo psihologa, sociologa, ampak nekoga, ki tudi na ta način proba svoje življenje zastaviti za pač te osnovne stvari, kar smo prej govorila, ne, za evangelij. Današnji pogovor sva začela z novico o vašem odhodu iz Zagorja, pa v tem duhu tudi končajva. Kakšna spodbudna beseda za Zagorjanke in Zagorjane ob vašem odhodu, fizičnem odhodu z našega okolja?
No, mislim, da sem že kar nekaj rekla zdajle, ampak vsekakor jaz sem želim, poglejte, da prav nadaljujete nekako s to realnostjo, da se vsak človek najde v tem kraju, da ima svoje mesto, da se veseli vsakega dne sproti. Vemo, so, bi rekel, tudi včasih preizkušnje težave, ampak da se znamo te tudi podeliti med seboj, da si nekako najdemo. Tudi, kot sem rekel, tako posamezniku, kot vsem tem ustanovom, društvom, da nadaljujete prav s tem prizadevanjem, služiti človeku, služiti drug drugemu, uresničevati tisto Jezusovo naročilo zlatega pravila, karkoli hočeš, da bi drugi storili tebi, storiti drugemu. Zamisli si, to je zelo enostavno preveriti. Vem, da je tega veliko navzočega, vem pa, da se je za to treba odločiti vsak dan in da lahko hitro pade neka klima, če tega ni. Je treba vedno na novo obnavljati prav to odločitev človeka, služenja drug drugemu. Matjaž, zahvaljujem se vam za današnji pogovor in za vse drugo v novem okolju, na novi poti, pa vam želim vse dobro. Tudi tebi, Tomaž, in seveda poslušalcem in gledalcem televizije. Jaz mislim, da se bomo lahko še kdaj ob različnih priložnostih srečali. Zdaj, ko smo imeli 140. obletnico posvetitve cerkve ob žegnanju, je bilo kar 5 aktualnih župnikov, pa precej kaplanov tudi, tako da nas je bilo čez 20 duhovnikov zbranih. Tako da se bomo tudi morda v takih prilikah, ali pa morda se kaj oglasite, tam, kjer bom zdaj župnik, ali pa nas čisto slučajno nanese življenje, da se srečamo in da prav drug drugega spodbudimo v tej notranji pripravljenosti, da gremo skupaj naprej, da naredimo čim več prav za dobro človeka drug drugemu. Še enkrat hvala. Hvala pa tudi vam, drage gledalke in gledalci, za pozornost.